Spoštovani, v imenu Kulturnega društva Mohorjan vse zbrane lepo pozdravljam na nocojšnjem mohorskem večeru. Prevaljški Mohorjani smo v letih našega delovanja spletli prijateljske in poslovne vezi z vsemi tremi mohorjevimi družbami, Celovško, Celjsko in Goriško. In tudi nocojšnji večer je sad teh sodelovanj. Naj se kar na začetku večera zahvalim Celjski mohorjevi družbi za nocojšnji obisk na Prevaljah. Med nami lepo pozdravljam gospoda profesora dr. Ivana Štuhesa, gospoda Marjana Podobnika in gospod Saško Ocvir, ki bo vodila nocojšnji pogovor z gostima. Lep pozdrav velja tudi gospe dr. Tanji Ozvatič, ravnateljici Celjske mohorjeve družbe in soprogo Simonu Ozvatiču, vodi komercijale Celjske mohorjeve družbe, ki je pobudnik tega nocojšnjega večera. Med nami je bil nocoj tudi gospod župan, dr. Matic Stašič, pa ga je bolezen zadržala doma in vse vas lepo pozdravljam. Med nami je pa seveda gospod Boštjan Gorenček, podžupan, in ga lepo pozdravljam. V 30. obletnici osamosvojitve je na Slovenskem šlo več knjig. Ena izmed njih je uspešnica z lepilom na podplatih, v kateri bo nocoj ne več govora. Dr. Štehec pa je tudi avtor knjige Zgodbe iz nahrbtnika. Ne povem, da smo tudi prevaljški mohorjani prispevali svoj del v ta nahrbtnik knjig o obletnici osamosvojitve Slovenije, knjigo Slovenec sem, ki smo jo pred kratkim tudi predstavili in poslali med bralce. Sedaj bi pa prosil dr. Tanjo Ozvatič, da predstavi nocojšnje goste. Prosim. Še enkrat lep dober večer vsem, pa vse prisrčne pozdrave tudi od vseh sodelavcev iz Celjske mohorjeve družbe. Lansko leto je Mohorjeva praznovala 170 let, 17 desetletij je kar dolga doba. Predvsem smo pa ponosni, ker je to seveda prva slovenska založba in ob tej obletnici, kamorkoli tudi sicer potujemo, se poleg treh mohorjevih družb, ki jih je gospod Joško že omenil, tudi mi z veseljem spomnimo in opozorimo, da imamo tudi mlajšega brata na Prevaljah. Ta prevaljska doba Mohorjeve, ki je takrat trajala 8 let, je bila izjemno plodovita in vsekakor zelo pomembna in sem na Prevalje zmeraj radi prihajamo, se tu čutimo dobrodošle, en malček doma in vedno prijetno in verjamem, da bo tak tudi nocojšnji večer. Kot je bilo že rečeno, gospoda Janeza Podobnika bomo še malček počakali, se nam bo pridružil. Dr. Štuhec je avtor ene od knjig, torej Zgodbe iz nahrbtnika in uredil je knjigo z lepilom na podplatih, kako in zakaj tak nenavaden naslov za knjigo, ki je predstavljala v lanskem jubilejnem letu 30-letnice slovenske države. Eno pomembnejših izdaj, mislim, da boste tudi kakšno besedo še rekla, predvsem pa opažamo, da ta naslov dobiva nekoliko širšo veljavo tudi ob aktualnih žalostnih dogodkih ob vojni na evropskih tleh ponovno. Obe knjigi pa je uredila naša urednica, sodelavka Saška Ocvir, ki pa za nocoj tudi predajam besedo. Lepo pozdravljam še v mojem imenu. Res je, jaz sem bolj sveža sodelavka Celjske mohorjeve družbe, tako da to je moj prvi obisk v tem smislu na Prevaljah in sem zelo počaščena, tako da en lep mohorski večer vsem skupaj. Tako kot je Tanja že povedala, nocoj se bomo pogovarjali o dveh knjigah. Za začetek bolj lahkotno, z nahrbtnikom na ramenih bomo stopili v korak. Glede na to, da govorimo o knjigi, ki je nastala na poti dolgi 570 km, vsega skupaj je trajala 27 dni, v soncu drži, v lepem, v slabem, vsem, kar je mogoče na takšni poti doživeti, si lahko predstavljate, da je v tej knjigi res veliko zanimivega branja. Ampak gospod Štuhec, vas bom kar izvala za začetek, kako je do te knjige prišlo, kakšen je bil povod za to, da ste se sploh lotili te poti. Ja, najprej lep dober večer tudi z moje strani. Povod za to knjigo pravzaprav ni bil najprej
povezan z nastajanjem knjige, ampak je bil povezan z romarsko potjo, ki sem jo imel v načrtu, da jo naredim potem, ko bomo rešili zavod Antona Martina Slomška, oziroma stavbo, v kateri je ta zavod, ker potem, ko so Zvonovi propadli in ko je mariborska škofija morala prodati vse svoje premoženje, je tudi naša stavba na Vrbanski 30 bila v tem paketu prodaje in če smo hoteli seveda rešiti zavod, smo morali stavbo odkupiti. In to se je potem po dolgih letih takšnega in drugačnega mukotrpnega prizadevanja na koncu zgodilo in takrat sem nekako si jaz zadal, da če se bo to zgodilo, grem na Božjo pot po Jakobovi poti, ampak moja ambicija je bila malo hujša, ne samo tistih 800 km po Španiji, ampak sem si zadal, da bi šel iz Ogleja, tam, kjer je zibelka našega krščanstva na zahodni strani od Drave in čez severno Italijo, Francijo in potem v Španijo na tisto tradicionalno 800 km dolgo pot. S tem, da sem rekel, sem v penziji, imam čas, lahko 3 mesece hodim po svetu in bi si lahko to privoščil. No, potem, ko se nekako vse priprave so zgodile, vključno s pripravo s konjem, ker sem se odločil, da grem s konjem, je pa tako rekoč, moj odhod bil planiran za 19. maj, 13. marca pa se je zgodila korona in veste, da prva najhujša oblika je zajela severno Italijo, okrog Bergama, to je pot, kje bi jaz moral prečkati in je logično, da je odpadla vsaka ideja, da bi tam po severni Italiji s kolovrato s konjem v času, ki je bila tam najhujša epidemija. Potem tako veste, kako se je to širilo tudi po celi Evropi, tudi Španijo je zajelo in tako naprej, tudi ta kompostelska pot je zamrla v tistem času. No in ko sem imel vse pripravljeno in ko sem rekel, da nekaj moram narediti, ne pa da se odločil, da grem po Sloveniji in sem potem si naredil eno svojo pot po Sloveniji, nisem šel po Jakobovi poti, ampak sem nekako si naredil pot, ki jo lahko vidite malo daleč rdečo črto. Začetek je bil na Pohorju v Buzenici, zaključek pa pri Mariji na Ptujski gori. No in potem, ko sem pač to pot končal, sem se pa odločil, da bom napisal knjigo. Ta knjiga se začne precej humorno, zato ker gospod Štuhec na pot ni šel sam. Torej, ta začetki s konjem so bili povod za precej zabavnih anekdot. Mogoče kakšno podelite in kako se je potem ta pot končala po dobrem tednu? Ja, najprej moram povedati, da sem za konja si izbral bosanskega, hribovskega ali brdskega konja, katerega rejec je v Humu nad Zagorjem. Sem videl, da imate razstavo trboveljskega akademskega slikarja spodaj, ki zapiše tako kot tudi ta rejec Dolinšek. Zato, ker so ti konji nekako veljali za tiste vzdržljive konje, ki so včasih služili, če se morda kdo spomni, ne po drugi svetovni vojni, ko še ni bilo traktorjev in tako naprej, so nosili drva iz gozda. To je bilo vse splošno znano, tudi v Sloveniji, potem njihova prisotnost na slovenskih tleh je bila izjemno močna v času Prve svetovne vojne, ko so na soški fronti praktično bili tisti, ki so skrbeli za logistiko za fronto, to so bili ti konji. Veljalo je nekako za njih tudi, da imajo trda kopita in tako sem, ne bom zdaj cele štorije razlagal, sem se odločil skupaj tudi z drugimi, da grem z bosim konjem na to pot, ker seveda, veste, če moraš potke v konju gor dati, ki ti jo sigurno se zgubi po poti, moraš biti malo kovača.
Zdaj, jaz sicer nikoli v življenju nisem nobene potke še konje gor zabil, tako da bi se mi to zgodilo lahko prvič kje na poti, kar bi bilo verjetno malo kar problematično, ne? Če tam nekje na poti začneš biti tudi kovač. Tako da sem šel pač takim na pot, ker smo presodili, da bi to lahko tudi zdržalo. Vendar poti po Sloveniji niso več take pohodne poti, kot si človek najprej predstavlja, kot če greš recimo v hribe ali na pohodnje, ne, kjer hodiš po pohodnih poteh, po zemlji, malo kamna vmes in tako naprej. Jaz sem imel takoj, že kmalu, potem drugi dan, veliko asfalta in asfalt je pa kot brus za konjsko kopito in tako se je konjo kopito tako zbrusilo, da sem moral ga potem po 5 dneh dati odpela domov in sem nadaljeval peš z nahrbnikom. Zdaj, prva zgodba je bila prvi dan. Prvi dan so me zapeljali v Buzenico, je bil deževni dan, jaz sem se pač odločil na dan grem, kakršenkoli že bo, ne? To je bil dan tudi papeževega obiska, Janeza Pavla II. Obletnica v Sloveniji in Buzenica je bila tisti izhodiščni prostor, kjer je Slomšek bil župnik in za prenočišče sem si izbral župnišče pri Svetem Primožu nad Buzenico, ki ga je dal Slomšek zgraditi. Tako sem po spletu okoliščin spet prišel do tega, da sem začetek te poti pravzaprav zelo tesno povezal s Slomškom. No in ko smo konja utovorili še pravi not v njegovem prikolici konjski, ne, ker je deževalo, nisem ga mogel zunaj si opremiti, sem moral not v prikolici vse na njega naložiti, odidem in se poslovim od mojega sodelavca, njegovega tasta, ki sta bila z mano, in grem kakšnih 300 metrov, še nisem prišel za prvi ovinek, ko se začnem šlatati, imam telefon in ugotovim, da sem telefon najbrž avto pozabil. In hitro grem nazaj in oni dva sta na srečo še nista šla, sta še bila tam in bila sta še tudi zunaj avta, da sta slišala moje opitje, tako da mi je potem Matjaž je ime mojemu sodelavcu, mi je prinesel telefon. V nadaljevanju potem grem, pot sem koliko tako poznal, ker sem že večkrat bil pri Svetem Primožu, grem po tisti poti in ker je to bilo seveda spomladi, veste, da po zimi kmetje hlode vlačijo po cesti, deževalo je in pot je bila taka, da si dogležno po blato gazal, ne? In se bo rekel, da če bom tu po taki poti do Primoža hodil, pol sem do ošes blaten in kak se bom to spucal prvi dan. In sem iskal neko bližnico po gozdu. In potem najdem to bližnico, grem po tisti bližnici in prijem na eno tako gozdno križišče, nikjer ni nobene markacije, desno zavijem, grem s konjem preko enega malega hudournika in naenkrat prijem pred pastirja. Desno dol globel, levo gor hrib, ni bilo druge šanse iti nazaj in grem nazaj. In prijem zopet na tisto izhodiščno mesto, pa na mesto, da sem prej šel desno, sem zdaj šel levo. In malo, par metrov za tistim vidim markacije, ampak obe gresta dol, v Vuzenico neka. Ne? Sem rekel, dol ne smem iti, jaz grem gor, k Primožu. In pol te vidim tam en travnik, pa eno hišo, sem rekel, nič od tiste hiše grem pa na cesti. In tako sem naredil. Ampak tista trava je bila takrat že tako visoka, ne? Deževalo je, mokro je bilo in ko sem jaz s konjem šel v tisto travo, veste, sem imel v 10 minutah mokre čevlje, nogavice, vse sem imel mokro, pridem do Svetega Primoža in tam raztovorim konja, pa ga pustim zunaj privezanega pri deblu, sam se grem hitro preobleč, mar sem špehal, a se pase tam, se je bil privezan, ne? 2-krat, 3-krat pogledam, vse je ok, ko pa naslednjič pogledam, pa njega nikjer. Grem hitro ven pogledati, pa vidim, da je karabin raztegnjen, da je potegnil in raztegnil karabin in je šel. Hitro bežim tja do kločarja, ki me je noč spustil. Je rekel, ja, po isti poti je šel nazaj, kak sta prišla. In pol sem rekel, dobro, zdaj morda še ni tak daleč, ker on je tako okrog vasi pol šel, jaz tu presekam, da ga tak dobim, ne. In ko priletim na cesto, 100 metrov pred mano je že bil naprej od mene. In zdaj seveda, če ti za konjem bežiš, on beži pred tabo.
ni šanse, da ga ujameš. Ti moraš priti vedno kontra, ne, da ga lahko ujameš. In Sveti Duh razsvetli ključarja, ki se je medtem vsedel v avto, se je pripeljal za mano, smo prisedel, se odpeljava mimo konja, ga tako ujamem, kot je, sem rekel, ne, z kontra strani. In potem še bil enkrat ven moker in sem še se enkrat moral preobleči, tisto, kaj še mi je ostalo, se dosti obleke ne nosi s sabo, ne, njega smo dali takoj v štalo, ampak ti dobri cerkveni ljudje tam pri Svetem Primožu so že tisti dan v očilnici, kjer sem spal pa v spalnici, prižgali vse te, so imeli te marmorne radiatorje, ne, tako da je bila super toplota in se lahko tisto noč vse posušil in drugo jutro sem potem lahko šel z Miškotom naprej na pot suh. To je bila že prvi dan štorija, pa še jih je kar nekaj. Vseh ne smemo povedati. Točno. Glede na to, da je prvi dan že tako pestro, si lahko predstavljate, da naprej ni bilo nič manj. Kaj še bi bilo, če bi bila s Miškotom na celi poti? To sem se ves čas spraševala ob tej knjigi. Na zadnji strani smo zapisali eno misel iz knjige. Ustavil sem se pri vprašanju, kam greš. Nihče me ni ustavljal, da ne bi šel na pot. V hiši sem imel vso podporo, vsi so vedeli, kaj je prav, da je prav, da grem. Čeprav sem moral svoj prvotni načrt spremeniti in sem imel pred sabo manj tvegano pot, se mi je postavljalo vprašanje, kam grem. Kaj vse me čaka, kaj vse bom doživel. Gospod Štuhec, to, da ste hodili, da ste imeli to logistiko, da je bilo treba vsak večer najti prenočišče, hrano in tako naprej, to je bila ena nit te knjige, popotniška, ki mimogrede spodbudi človeka, da gre poiskat svoje čevlje in obriše prah z kakega nahrbtnika. Prepletata se pa še dve niti. Ena so vaši osebni spomini, ker ko človek hodi, marsikaj tuhta. Ja, torej knjiga ni neke vrste planinski ali pohodni vodič, tudi ni samo zapis o tem, kaj se je po poti dogajalo, ampak ko greš tako po Sloveniji, ne, po eni strani doživljaš srečanje z ljudmi, marsikaj, tako kot sem zdaj povedal, tudi tisti prvi teden z konjem, sem marsikaj doživljal, to je en del tega opisa, drugi del pa je ta, ne, da seveda, ko si na romanju, mislim, da to se vsakemu romarju tudi dogaja, razmišljaš o sebi in o svojem življenju in ti določeni kraji prebudijo tudi spomin na to, kaj si v življenju živel, doživljal, ko si bil otrok, mlad, kasneje, kakorkoli že. Tako da postane praktično romarska pot tudi del neke tvoje avtobiografije. In tretja stvar pa seveda namen je bil, da grem na to romanje kot zahvalo za rešitev zavoda, zato je tudi zavodska zgodba delno sestavni del tega pripovedovanja. In seveda tudi na poti, ne, sem marsikdaj se srečal z spominom na osebnosti, ki sem jih poznal ali jih nisem poznal, ali pa sem jih poznal, pa nisem vedel, da so tam doma, kjer sem jaz mimo prišel. Recimo, da mi prihaja Karl Mauser, pisatelj, ki je živel v emigraciji in je napisal roman Ljudje pod bičem, je doma iz Podbrezja, se pravi neposredni bližini Brezi, tam je bil njegov kip. Jaz to nisem takrat, ko sem bral njegov roman, nisem vedel, ali pa sem takrat prebral, pa sem pozabil, da je on od tam, ne? Ampak se spomnim, bil sem verjetno star 20-21 let, nekaj takega, ko sem prebral ta roman Ljudje pod bičem, ki opisuje to, kako je v bistvu on sam pobegnil čez mejo po drugi svetovni vojni. In to je recimo bil zame eden od prvih romanov, oziroma literarnih del in pa tudi, če hočete, nek zgodovinski pogled na čas po drugi svetovni vojni, ki mi je seveda začel odpirati oči, da stvari niso bile samo takšne, kakršne smo se v šoli učili, ampak so bile presneto drugačne. Tako da, takih presenečenj je bilo kar nekaj na tej poti, ne. Eno izmed takih je bilo, ko sem iz Ribnice šel čez malo goro
potem dol na drugo stran in tam vidim neko značbo za tiger. Pa sem si rekel, tigrovci so jedni Primorci. Kaj se tiger dela tu v Ribnici, ne? Nisem poznal točno te zgodbe, da so prvi tigrovci, ki so se uprli italijanskim okupatorjem, fašistom, v bistvu na Mali gori, v tisti eni koči, ki še danes tam stoji, pač neka planinska koča, da so se tam prvič uprli. Tam je bil prvi upor. Prvi upor na slovenskih tleh so izvedli tigrovci na Mali gori nad Ribnico. In ko tja prideš, ne, in jaz sem za tigrovce vedel, so Primorci, sem vedel, da so dejansko oni se proti fašistom že zdavnaj borili, predno so komunisti rekli, da se treba proti njim boriti, ne, ampak nisem mi pa sanjalo, da ima to karkoli z Ribnico, pa z Malo goro nad Ribnico povezave. Tako takih zgodovinskih presenečenj človek kar nekaj na poti doživi. Tako da bom rekel, ta zgodovinski moment ali pa literarni, umetniški in tako naprej. Recimo, zdaj, če vam postavim vprašanje, kdo ve, odkot je Borštnik doma? Na prvo žogo bi vsi rekli iz Maribora, ne? Bi si mislil človek, ker je Borštnikovo srečanje v Mariboru. Pa je Cerkelj na Gorenskem. In tudi, ko sem tam, ampak sem že prej bil enkrat v Cerkljah, par mesecev predtem, pa sem že takrat ugotovil, da je Borštnikov tam doma. In pol je recimo to povezano tudi z tem, meni je zmeraj gledališče bilo zelo ljuba umetnost, tudi sam sem se veliko s tem ukvarjal in tako ti potem pride ob nekem takem dejstvu, zgodovinskem, neke osebnosti, vrsto reminiscenc, ki jih bolj opišem. Evo ga, zamudnika. Pozdravljeni. Pravi čas si prišel, Janez. Pozdravljeni. Pravi čas si prišel. Midva smo njihta končala, tako rekoč, s tem delom. V bistvu ne. Gospod Podobnik, zdaj, ko se malo aklimatizirate, kako daleč ste zadnjokrat šli, da je bilo daleč? Hotela sem gospoda Podobnika vprašati, kako daleč je šel, da je bilo daleč? Peš, kako ste speš hojo? Zamudo. Ljubljančani ne vemo, kako daleč je Koroška, ampak v mestu je zgodila ena obveznost. Potem pa, ko sem prišel v Velenje, je bilo pod Velenjem in do Slovenj Gradca sta bila dva tovornjaka Hofra in jih nisem upal prehiteti. Ko sem prišel pa v Slovenj Gradec, potem imate pa toliko krožišč, ne, da te na kakšnem krožišču malo zanese kam. Še enkrat, iskreno opravičilo. Skratka, mi smo zdaj na poti z nahrbtnikom po Sloveniji. Glede na to, da ste zdravnik, gospod Podobnik, koliko daste na hojo? To sem vas hotela vprašati. Koliko daste na peš hojo? Zelo moderna je tako nordijska hoja, ne, za katero se šteje, da vse miši se delajo, ne samo nekatere. Jaz sem včasih bil celo športnik in ker sem pretiraval pri košarki, sem imel težave s koleni in kolki, tako da ne morem več teči, veliko pa še pešačim. Lepo, mi smo zdaj bili na poti, ki je bila dolga kar 570 km, 27 dni, več podrobnosti v knjigi, zelo zanimivo branje, toplo priporočamo. Sicer pa je danes osrednja tema okrog knjige, ki nosi naslov Z lepilom na podplatih. To pa je knjiga, ki je pod okriljem Celjske Mohorjeve družbe in Zbora za republiko nastala kot zborniška publikacija ob 30-letnici slovenske države. Svoj pogled na 30-letja naše mlade in sveže demokracije je v njej predstavilo 24 avtorjev. Med njimi tudi gospod Podobnik, zbornik je uredil dr. Štuhec, kot rečeno, predgovor je prispeval gospod Janez Janša, uvodni esej pa akademik dr. Janko Kos. Če kaj, je knjiga dobila res posrečen naslov. To se zdaj z leti, oziroma ni tako, še vedno je kar sveža. S časom se to vedno bolj utrjuje, vedno bolj potrjuje. Da to imate tudi zasluge. Pa Tanja.
Kakorkoli tako. Kako vidva doživljata to slovensko lepilo na podplatih? Kaj vam v bistvu pomeni? Se še malo hočeš vdahniti, da jaz začnem? Kar izvolite. Ti si tudi urednik sportnika. To lepilo na podplatih se mi zdi, da je nekako takoj v prvem uvodnem eseju akademik Kos zelo dobro opredelil z svojim stališčem, z svojo tezo, da pred 30 leti oziroma zdaj že več kot 30 leti se je zgodilo to, da smo se odcepili ali pa izstopili iz neke zveze, ki smo jo imenovali Jugoslavija, in da smo se tudi poslovili od totalitarnega komunističnega sistema. Vendar on pravi tako, nekateri so naredili to oboje hkrati, izstop iz Jugoslavije in posloviti se od komunističnega sistema. Nekateri pa so se poslovili samo od Jugoslavije, v komunizmu so pa ostali. In to je to lepilo. To je to lepilo miselnosti te preteklosti, ki tako rekoč predstavlja neprestano tudi oviro na področju demokratizacije in to tako rekoč vpliva na vse podsisteme, ne samo na politični in državni ravni, pa tudi na vse podsisteme, kot je šolstvo, gospodarstvo in tako naprej. Vse vidimo, recimo, če vzamemo kot primer gospodarstvo, še vedno imamo problem s tem, ali državne firme ali privatne firme, eni bi vse podržavili nazaj. Skratka, skozi je neka debata okrog nečesa, kar je drugod v demokratičnih državah normalno. So seveda sistemi, ki mora država z njimi upravljati, ker so javni sistemi, in druge stvari so pa v privatnih rokah in sistem ne dela več dobenih velikih težav in dobenih problemov. Pri nas pa še smo non-stop v tej diskusiji. Levica, če bi prišla na oblast, je rekla, da bi vse nazaj podržavila, še pravi bi še imeli eno nacionalizacijo, kot da jih nismo že imeli dovolj. Tako da to so te stvari, ki so to lepilo. In to lepilo seveda tudi po 30 letih naše samostojne države v marsičem ovira razvoj in napredek te naše skupnosti. Eno izmed takih hudih lepil je v slovenskem pravosodnem sistemu. Tu neprestano se nam dogaja in doživljamo stvari, ki so skregane z vsako zdravo pametjo, kaj šele z pravnimi principi. Ampak tega očitno ni konca. Recimo zdaj te dni smo spet slišali in brali, da bi Požarja zaprli za 30 dni zaradi tega, ker ni prišel na eno obravnavo. Glede, pa tega ni nikjer na svetu, ker je samo banana republika, take bedarije. Zato, da ti ne priješ na eno obravnavo, še se nisi zaslužil 30 dni resna. Svoboda se jemlje, zakaj hujšega, kakor pa zaradi tega. Tako da, to so te zadeve, o katerih potem avtori mislim, da kar v celotnem zborniku, brez da bi se na nek način dogovorili in držali te izhodiščne Kosove teze, ampak tudi jaz, ko sem nagovarjal avtore in ko sem jih izbiral, sem vedel, da nagovarjam take, ki imajo do naše preteklosti v zadnjih 30 letih seveda nek kritičen odnos, ker brez kritične analize stanja tudi ne vemo, kam naj gremo naprej. Zato je nujno potrebno, da se naredi ena taka bilanca. Jaz sem vesel, da smo to v tem zborniku naredili in mislim, da smo tudi glavna področja zajeli, kakšno bi še lahko. Recimo vojske nismo, policije nismo, tajne policije nismo, vse to bi bilo treba. Samo zato zelo težko dobiš avtorja, ki bi si upal v teh stvarih kaj napisati. Tako da to je nekako tisto, zakaj je lepilo. Gospod Podobnik, katero lepilo pa vas najbolj žuli? Ja, lepilo ima lahko tudi pozitivno konotacijo. Da držiti skupaj, te mora nekaj skupaj držati.
Jaz sem bil vedno človek seštevanja, ne delenja. Človek inkluzije, ne ekskluzije. Drugače bi pa najprej izrazil eno veliko veselje, da smo danes z mojim dolgoletnim prijateljem, dr. Ivanom Štuhecem, tukaj pri vas na Prevaljah. Poznava še za več kot 40 let, se mi zdi, Ivan, ko si bil zelo prodorno študent, najprej duhovnik in potem si študiral v Rimu in si bil potem tudi človek, ki si prinašal v to personalistično gibanje pot primorskega duhovnika Vinka Kobala, človek, ki smo te izredno radi poslušali in ravno tak, kot si bil takrat, si še danes. Ne. Človek dinamike, pogleda, treba je stvari razumeti v globino. Drugače pa, ko si omenil Ivan je odlično uredil ta zbornik, mi smo veseli, da se je Zbor za Republiko tako dobro ujel z Mohorjevo družbo, bomo še kaj skupnega naredili. Ivan je povabil v našo skupino še nekaj zunanjih članov, kot si omenil odlično intoniral zbornik akademik dr. Kos. Jaz sem v teh dneh, ko sem se pripravil na to srečanje bolj za sebe, ponovno prebral nekatere prispevke. Odlični je dr. Jaklič, odlični je dr. Granda o samoslovenstvu, o identitetah. Kaj smo, če smo? Ne? Najprej smo Slovenci. No in sem si napisal 3 misli za vod. Prva je ta, namreč, ampak to je to lepilo. Prva je ta, da kljub takrat enkratnim zgodovinskim, geopolitičnim in drugim mednarodnim razmeram slovenska država ni nastala po naključju. Jaz sem v to trdno prepričan. Slovenska država je bila obilna žetev dolgoletnega, večstoletnega, velikokrat popolnoma neopaznega sejanja. Ogromno se je sejalo. Številne generacije so sejale, tudi slovenski kristjani so sejali, da smo lahko potem poželi to slovensko državo. Druga misel je to, kar je v svojem prispevku povedal akademik dr. Kos. Eden ključnih nalog ali pa izzivov poosamosvojitvene Slovenije 30+, je v tem, da bomo na novo vzpostavili ravnotežja, ki ga je najprej komunistična revolucija in iz nje izrasel socialistični sistem zrušila. Morda se to premalo zavedamo. Ta ravnotežja, ki so bila naravna, so bila takrat zgubljena, so bila zlomljena. Gre za ravnotežje med javnim in zasebnim. Koliko je samo tu odprtih vprašanj. Ali močna država, ali svobodna družba. Ali samo v tem, da funkcionirajo dobro elite, ali pa da smo tudi solidarni med seboj. Ali pa morda med javnim in zasebnim šolstvom in tako naprej. Tretja misel je pa ta, da je šlo za prelom, ki je mnogo več kot prekinitev. Ta zgodovinska kulminacija, osamosvojitev, identitetni temelji slovenske osamosvojitve temelijo na prelomu s prejšnjim socialističnim vrednostnim sistemom. Nekateri bi radi to interpretirali, da je šlo za nekakšno prekinitev, pa da se potem lahko nadaljuje naprej. Ne, šlo je za globinski zgodovinski prelom. In tudi tu je eno od tistih lepil, ki nas še vleče nazaj. No in potem pa še ena stvar, ena misel, že pred mnogimi leti, Ivan, se spomniš, kako smo brali Malega princa. In Anton de Exupéry je napisal naslednjo misel, je rekel. Če hočete, da vam bodo zgradili dobro ladjo, potem ljudi navdušite za potovanja. In zdaj, če jaz parafraziram to njegovo misel, če hočete, da bomo imeli dobro, delujočo, solidarno, povezano državo, potem jih navdušite. Zakaj jih navdušite? Navdušite jih za odgovornost, navdušite jih za povezanost, navdušite jih za podjetnost, navdušite jih za zdravo solidarnost. In o teh stvareh govori ta zbornik in odpušča, seveda, kot je odpušča nekatera vprašanja odprta, je tudi kritičen, istočasno je pa znak ene odgovorne samorefleksije skupine slovenskih odgovornih ljudi, aktivnih državljanov, ki jim ni vseeno, v kakšni državi bodo živeli
bomo živeli, bodo živeli naši zanamci. Gospod Vodovnik, zelo sem vam hvaležna za ta uvid, zato ker z lepilom smo zdaj večinoma naslavljali negativne stvari. Mogoče res premalo poudarjamo, sploh 30-letnico smo obeleževali v senci pandemije, sicer proslava je bila zelo lepa, ampak kljub temu premalo se zavedamo, da smo milostna generacija, ki je priča zgodovinskega čudeža na nek način. Absolutno, o tem sploh ni nobenega dvoma, da nam je zgodovinsko padla žlica globoko v med. In to se globoko strinjam z Janezom, ne? To ni bilo od včeraj. Slovenski narod si je pot do samostojne države tlakoval skozi stoletja, lahko bi rekli od Brižinskih spomenikov naprej, čeprav tudi prvega tisočletja ne bi smeli zanemarjati, ampak seveda formiranje jezika in formiranje nacije in vse to se je dogajalo v drugem tisočletju. Tako da tu smo absolutno, mislim, da bolj ali manj enoglasno vsi na stališču, da se je v teh 30 letih tudi ogromno stvari doseglo in spremenilo. Vendar seveda je pa tako, če tega lepila ne bi bilo, vsaj ne v taki meri in dostikrat tako usodnega, da je povleklo tudi demokratične procese nazaj, bi lahko bili še na boljšem. Zdi se mi recimo, če izpostavim prispevek, ker smo zdaj tudi v predvolilnem času, prispevek Aleša Mavra. Aleš Maver je zelo o političnih strankah napisal svoj prispevek in on je res zelo tudi dober analitik in on recimo med drugim se več stvari izpostavi, ampak med drugim postavi tudi to tezo, da pravzaprav smo Slovenci unikom na nivoju političnih strank, ki pod nove obraze zapakiramo v bistvu to lepilo, staro miselnost in stare privilegije in stari način mišljenja in stari način upravljanja tudi z državo in tako naprej. In to vidimo, zdaj se nam že v četrtih volitvah se nam ta ista ideja na nek način ponavlja. To seveda za kvaliteto na nivoju politike in političnega življenja ni dobro. Zato, ker tako, kakor si na vseh drugih področjih, tudi v politiki ljudje morajo nabrati izkušnje. In šele, ko si naberejo izkušnje, lahko recimo potem v nekem določenem obdobju, nekem zrelem obdobju, rečemo, ta je zdaj pa recimo zrel politik, oziroma pri tem se pa vidi, da ima za sabo neko kilometrino in da ve, kako se stvarim streže. Ali pa tudi recimo, če to pogledamo, mednarodni kontekst, če ti kar naprej iz volitev v volitve menjuješ vodilni politični razred, ki mora vedno na novo tkati kontakte z drugimi političnimi skupinami v Evropi, recimo, ali v svetu, je to izguba časa, dostikrat velika izguba časa. In pri nas se je natanko to dejansko dogajalo, da se je ta garnitura, ki je prišla na oblast s tako imenovanimi novimi obrazi, je potem po drugih volitvah popolnoma se razvodenela in so spet neki novi ljudje prišli. In če to kar naprej delaš, imaš tudi na mednarodni sceni slabo ime in slabo reputacijo. Tako da to se mi zdi, so stvari, na katere seveda moramo biti pozorni in kjer se tudi dogaja to, da kvalitetni ljudje, sposobni ljudje dostikrat rečejo, jaz v to ne grem. In smo pravzaprav politično sfero spravili na nivo nekaj zelo slabega. Tudi kristjani dostikrat rečejo, ne grem politiko, ker je tam vse omazano, ali pa nočem se ukvarjati s politiko in tako naprej. Jaz vedno rečem, a v vaši kuhinji doma pa je vse čisto.
pa v vaših odnosih je vse ok. Ne? Pa ni res. Ne? Če bi pogledali naše medsebojne odnose v družinah, tam je vse idealno. Od politike pa bi radi zahtevali, da je vse idealno. Tako kot ni v hiši doma vse idealno, tako tudi v politiki seveda ni vse idealno. Moramo biti realisti na tem področju. In realistično gledanje na politično sfero in na vodenje države tudi pomeni, da ne menjuješ kar naprej kadre. Ne? Se tudi v zdravstvu ne menjujemo kar naprej zdravnike. Zdravnik mora najprej študirati dolga leta, pol mora imeti prakso, pol je star 40 let, postane visoki specialist na nekem področju, pol ga začnejo kome vsi iskati, da bi hodili k njemu na operacije. Ne? Mi pa v politiki pa bi kar nekaj gor spravljali, pa ne vemo, odkot se je vzel, pa kak se je vzel in tako naprej. To ne gre, ne? In drugo tako področje, o katerem piše kolega Tomšič, so mediji. Ne? Ravno tako, recimo, kjer ne moremo pač biti zadovoljni za situacijo. Ampak danes vseeno lahko rečemo, ne? Situacija je danes vseeno boljša, kakor pa je bila pred 30 leti. Kljub temu, da smo nezadovoljni, upravičeno nezadovoljni, posebej še upravičeno z nacionalnim medijem nezadovoljni, ker ga vsi podpiramo in vsi plačujemo. Ne? Ampak vseeno je boljše, kakor je pa bilo pred 30 leti, absolutno. Morda nekaj o zdravnikih. Izvolite. Pred vami sedi zdravnik, ki se je izgubil v slovenski politiki v navednicah. Ne. 16 let sem bil od jutra do večera profesionalni politik, imam najlepše spomine na svoje življenje, vendarle, ko sem bil 7 let splošni zdravnik na Idrijskem in Cekljanskem, takrat sem živel najbolj polno življenje, ampak v tej polnosti, tudi zato, ker sem živel eno močno, neko socialno-duhovno življenje, o katerem sem malo prej govoril, v tej polnosti me je vstopil v slovensko politiko. Bil sem prepričan, da je to kvaliteta, dolžnost. In sem vstopil v to scela in pravzaprav poskušal nekaj prispevati tej slovenski zgodbi, ne? Na ta občutljiv način človeškega sobivanja, ki pravi, da je ključen medčloveški odnos. Komunikacija je tisto, v kateri zmaguješ, na vseh ravneh, tudi v politiki. Jaz sem začel na lokalni občinski ravni, potem na državni, pa tudi v evropski sem bil in tako naprej. In Ivan prej si omenjal kvalitete ljudi, ki naj bi vstopali v javno sfero, dr. Grdina, zadnji stavek. Misel Eisenhowerja glede odločevalskih položajev je naslednja. Definiral je kriterije, ki naj jih taki ljudje imajo. Značaj, strahovito pomembno. Značaj imaš, ne? Ampak ga lahko tudi krepiš. Izkušnje si pridobivaš, ampak moš nekaj začeti, moš imeti dobre voditelje, vzornike. Odgovornost, to je drža, in sposobnost na koncev. Odlično povedano, ne? Vse to naj bi bilo. Drugače pa še to, ne? Zelo pomembno vprašanje, ki ga je dr. Štuhec odprl, je, kako naj dvomilijonska nacija spodbuja, nagradi ali pa motivira, da bodo talentirani mladi ljudje z izobrazbami, tudi s tehničnimi poklici, vstopali v politični prostor. Moje stališče je tudi to, o tem mogoče se premalo govori, da je ključen element ali pa orodje so vendarle politične stranke. Ta antistrankarska drža kmalu od začetka je nehote vlivala negativne konotacije, ko so se ljudje želeli aktivno politično angažirati. Torej, moje načelno stališče je, da bi morali še posebej mlade, talentirane ljudi, ki imajo smisel za nastopanje, ki so odprti za družbeno komunikacijo in ki so talentirani in se znajo iti in vejo, kaj je reševanje javnih družbenih zadev, bi jih morali negovati kot punčico očesa, ker jih imamo tako malo. Veste, in še ta paradoks, ne, Slovenija mora bivati vedno iz obeh pljučnih kril, levega in desnega. In to, če sem konkreten, koalicija KUL je v tem človeško-vsebinskem programskem smislu šibka. V dobro slovenske države je, da bi imela aktualna vlada eno zelo močno opozicijo, z močnim programom, s kredibilnimi osebnostmi. Pa taka ni bila. In se je potem zgodil četrtič novi obraz. Primorec, ne?
ki ga osebno zelo dobro poznam. In kakor ga jaz poznam, mislim, da je ena boljših rešitev. Ampak vprašanje, s kakšnim ljudmi se je obkrožil. Tako da vse to je vgrajeno, bi rekel, v to možnost, ko smo si izbrali na plebiscitu, da gremo v nov sistem, da gremo v demokratični sistem, da gremo na parlamentarni sistem, kjer so politične stranke nosilci rešitev. Ne? In v tem smislu, Ivan, kljub temu, da je marsikaj, omenil si zelo občutljivo vprašanje, eno najtežjih je medijska scena, druga je pravosodna scena, tretja je najverjetneje tudi ta finančno-bančna scena, ki se je zdaj po stopnih, bi rekel, lastninskih zgodbah malo spremenila. Kljub temu, da smo marsikje razočarani, pa smo lahko na nek način srečni, da imamo svojo državo. In še na misel, po poti sem poslušal studio 17 vprašanja odnosa do avtizma. In so nastopale samo ženske, to je zanimivo. Mame ali pa tiste, ki se strokovno ukvarjajo s tem, so zapleteno, bi rekel, psihosocialno in družinsko zgodbo. In ko sem poslušal te mame, sem imel vtis, da se mnoge čutijo, da so ostale zadaj. Da jih družbeni sistemi in podsistemi niso spremljali v njihovih najtežjih odločitvah. In ena od nalog vsake politike in vsake države je, da se zavezuje, da nihče v boju z inštitucijami, državnimi, družbenimi, ne bo ostal osamljen. Kaj mu pomaga, če ima prav? Če pa pravica ni na njegovi strani. On ima, resnično je njegovo stališče, a pravice nima. Ne, tako da tudi ta medčloveška občutljivost se mi zdi zelo pomembna. Izpostavili ste to idealizem, ki je, se mi zdi, da v vaših časih bil bolj pogost v politiki. Danes težko rečemo, kaj ljudi dejansko žene v politiko, ampak tako kot ste omenili tega našega novega kandidata, marsikdo reče, da je dober kot sam po sebi. Jaz iskreno verjamem, da tudi gospod Cerar je iskreno verjel, da lahko nekaj spremeni. Kako preprečiti, da je ta novi obraz zgolj samo trojanski konj za celo plejado ljudi, ki nimajo tako idealističnih? No, to je klasično politično vprašanje, tu je Ivan še močnejši kot sem jaz, še bolj direkten. To, da se pojavi po 2 letih garanja 4 strank v opoziciji, ki se nadene ime KUL, ki naj bi imelo celo neko, kaj že pomeni KUL? Koalicija ustavnega loka. Koalicija ustavnega loka. To je zelo resen naziv. Sem mislil, da me sprašuješ, kaj v slengu pomeni. Ne, to pa Dimitri Rupel, kaj pomeni v slengu. To je pa francoski italijanski, ja. Ampak, pogledajte, to je nezaupnica. To je nezaupnica tej ekipi v KUL-u, da so po 2 letih dobili princev na belem konju, ki jih je prehitel po levi in sedaj jim je vse njihove rezultate treba deliti z 2 ali pa celo več kot 2. To je prvo, torej gre za znotraj tega sistema. Moje mnenje je tudi to, da je naredil po mojem strateško napako, ko je požgal vse mostove proti tej konzervativni pomladni strani. Če želel biti človek ene sinteze, ene sredine, enih novih odnosov, ene svobode, potem ne boš na eno stran reke požgal mostov. Kje boš pa to svojo, bi rekel, svobodo živel, ne? Tukaj se je samo omejil, ne? Tukaj pa seveda potem stopa v ospredje ta, bi rekel, ta presenetljiva energija, odločenost, garanje, ki jo kaže aktualna vlada, z zelo, bi rekel, evropskim politikom evropskega formata, kot je predsednik Vlade Janša. Veste, če bi poslušali samo slovenske medije, je eno. Če pa bereš in poslušaš, kaj ljudje govorijo, tudi iz političnega in drugega sveta v Bruslu in drugod, pa ugotavljajo, da imamo Slovenci politika, ki ga evropski politiki poslušajo. Seveda se vse ne strinjam z njim, kar govori. Včasih bi ravnal nekoliko drugače, ampak strateško gledano pa je to močna, velika politična osebnost. Ob njem ena vztrajna, iskrena Nova Slovenija in zraven, bomo rekli konkretno, to sem pa jaz še bolj konkreten, ker sem se angažiral, čeprav bolj v ozadju, gibanje Povežimo Slovenijo. Če smo nekoč gradili mostove kot inovacijo, smo rekli, da bomo sedaj pa predlagali eno inovativno, povezovalno, sodelovalno zgodbo, ki rečemo Povežimo Slovenijo. In vtis imam,
Kljub temu, da Povežimo Slovenijo ne bo nastopil na Pop TV, ker so izmerili manj, toliko glasov, da ni prišla med 8, ne? Tako so izmerili. V redu, ampak delo je na terenu. Oni delajo po javnomnenskem kriteriju. Javnomnenjski kriteriji, ki so ga sami določili. Imamo tudi druge javnomnenjske kriterije, ki pravijo, da je pa 5,6% glasov. Ampak torej, v tej zapleteni situaciji pandemije, ob dejstvu, da je bila aktualna vlada že predno bila imenovana, jaz živim v centru Ljubljane, spremljala s tistimi protesti in so je bile v zibelko položene slabe namene, ne, je veliko naredila. Tako da volitve bodo zanimive, vse je še odprto. Ja, glede novih obrazov, bi sem to še dodal. Zdaj, ko je prvič nastopil novi obraz v podobi Jankoviča, še človek razume, da ljudje padajo na finto. Ko je nastopil drugi novi obraz v podobi Cerarja, si že malo sprašuješ, kakšna je razgledanost in politična kultura, da ljudje spet na to finto padajo. Ko pride zabavljač Šarec, pa spet na njegovo finto padajo, potem se že res sprašuješ o zdravi pameti volilnega telesa. Da pa pride zdaj že četrti po istem modelu in po isti poti, to pa je že za definicijo gangrene. To je že rakasta rana, ker mislim, ne moreš v nedogled po istem šimerlu pravzaprav spravljati ljudi tako rekoč na vrh politični in potem zanimivo pri vsem tega je še to, prvi ni bil sposoben sestaviti vlade, zato ker je diktator po svoji miselnosti, ker ni demokrat, drugi je sicer sestavil, ampak je njegova vlada bila mrtvi tek, takrat, ko je Cerar vlado, smo 4 leta zgubili kot razvoj države, ker se nič ni naredilo. Ko je Šarec bil, vemo, da je 2 leti nasilo nekako tisto skup držal, pa tudi nič ni bilo, pol je Puško vrgel Karuzo, no zdaj imamo pa Goloba, ki pa v bistvu sploh ni novi obraz. Ki pa po eni strani ni novi obraz, novi obraz je toliko, da ni bil špicen politik, kot bi rekli Nemci, vaši sosedje tukaj, ampak spet da recimo tak človek, kot je Golob, ki mu je pač tam mandat potekel, on bi lahko šel naprej, bi bil direktor, ki je in tako naprej, da se tak pusti četrtič vreč na isto finto, je pač zame dokaz, da nima pojma o politiki. Pojma nima o politiki. Ker če bi imel kakršenkoli realen pojem o politiki, nikoli ne bi take neumnosti naredil, ker pri naslednjih volitvah ga bodo izplunili, tako bodo zdaj Šarca in vse druge. In če nekdo ne pogleda zgodovine, politične zgodovine, strankarske v Sloveniji, pa to dela, potem si rečem, ja, halo, kaj ti razumeš od tega, kako se politika dela. In poleg tega za Slovenijo jaz mislim, da je pogubno tudi to razpršenost na ne vem koliko, zdaj 20 strank, koliko 20, ja, 2-milijonski narod, najlepše, najbolj enostavno bi bilo, če bi imeli demokrate pa republikance, tako kot Amerikanci, 2 stranki, ki bi se na oblasti menjavale, in to bi bilo za moje pojme čist dovolj za zdravo demokracijo v taki mali državi, kot smo mi. Zato, ker tole strankarstvo tudi devalvira pomen stranke, devalvira pomen političnega angažmaja, devalvira tudi vrednost vodenja države in tako naprej. To je vse škoda, ne pa korist. Morda je odziv na to, če opažate po številnih slovenskih občinah, moje stališče je, da so slovenske občine v principu ena boljših stvari, ki se je zgodila v samostojni Sloveniji. Tudi zato, ker smo bili takrat politično pogumni, da smo dali županom močno vlogo, veliko odgovornost, ampak izvršilno funkcijo. In oni vodijo občinski svet, če se spomnite v prvem mandatu, smo imeli predsednika občinskega sveta in župana. Jaz sem bil takrat župan, prej sem bil v Idri, potem pa na manjši občini Cerkno, ampak jaz sem bil na seji in je vodil predsednik občinskega sveta. Ne glede na to, občine so in dobro opravljajo svojo nalogo, marsikje.
Tudi mandati županov v So- občinah niso omejeni. Ja, pa tudi koliko je takih dobrih občin z dobrimi župani, ki se iz mandata v mandat obnavljajo in res nekaj naredijo. To se kaže, kaj je kontinuiteta. Morda še ena politična politike. zadeva, ne? Ne? Zakaj je Slovenska ljudska stranka izpadla iz državnega zbora? Odgovor je popolnoma enostaven. Zato, ker so takrat onemogočili, da so lahko bili župani tudi poslanci. Še danes imamo 40 županov v našem klubu, ne? V najboljših mandatih smo imeli 65. Ne? In ko ni bilo več možno, glejte, to je zdaj vprašanje koncepta političnega, ne? Ampak majhna država morda pa le našla rešitev, da je lahko župan tudi poslanec. Nekateri pravijo, da to ne gre skupaj. Ampak prej, ko si govoril o politiki, kako so se odzivale občine in občinske, lokalne politike, ne vem, kako imate na Prevaljah, ravno na Koroškem, malo poznam. Mislim, jaz sem pogosto bil v vaših krajih, dr. Matic Tašič, moj dolgoletni prijatelj. Ne. Potem so številni župani, županje in ostali, poslanci z vaših koncev. Liste so za razvoj občine, mladi za razvoj občine. To so spet neke vrste ad hoc. Ja. Ampak Ivan, veš, jaz ne bi bil tako, ti si malo konzervativni, ko si rekel, da bi imel samo dve stranki, konzervativci pa demokrati, torej republikanci demokrati. Časi so najverjetneje spremenili nekoliko koncept doživljanja javnega in političnega, je treba vendarle omogočiti več svetov, Ivan, ne samo dva. Ja. Ker to je večinski sistem klasičen. Ja. Ker zmagovalec pobere vse, ne? Medtem ko taki opoziciji pa samo pa seveda se krepi. Je pa res, da kadar imaš večinski volilni sistem, praviloma nimaš radikalnih političnih pozicij v državi, ker jih obe veliki stranki použijeta med seboj. Ne? No in meni se tu zdi tudi, zato sem pač to malo radikaliziral, zato ker pri nas bi se civilna družba morala uveljaviti na tem nivoju, ne pa, da potem kvazi civilna družba pravzaprav je tako rekoč neka stranka, čisto ideološko nastopa in tako naprej, ne? In nek interes, lokalni interes ne more postati državni interes in tako naprej, civilne iniciative, civilna družba in tako te zadeve imajo svoje mesto v demokraciji in absolutno to tudi podpiram, kjer mora biti veliko cvetov, ampak končno na državni ravni pa se mora to nekako, koliko se le da sintetizirati in spraviti pod neki skupni imenovalec, ker drugač državo, se veš, poznaš, jaz sem živel v Italiji, morda sem zato z italijanskimi razmerami malo zastrupljen, ker tam tudi, ne, na vsakega pol leta je padla vlada, na vsakega pol leta je bila na televiziji sam mesec dni debata o tem, kdo bo zdaj novi premier, kdo bo, mislim, gledajte, to ljudi tako daleč spravi, da ljudem je do vsega o politiki, če kar naprej se tu nekaj spreminja. Ne? Tega, recimo, ko sem bil v Ameriki, jaz v Ameriki nisem imel občutka pri navadnem državljanu, pri najmanjšem, bom rekel, slovenskem državljanu, da ima poln kufer politike. Nima. V Sloveniji pa imajo vsi poln kufer politike. In v Italiji tudi poln kufer politike. Ravno zaradi tega sistema, ker je vse spolitizirano na zadnje. Ne? Tudi tisto, kar je civilna zahteva, kar je civilna družba, kar je prav, da se ljudje postavijo za eno področje je malo manj spolitizirano, to je tisto, o katerem sem jaz pisal. Trajnostni razvoj, ja. Novi koncepti trajnostnega razvoja, obnovljivi viri energije, energetska vprašanja, prehranska varnost. Čeprav voda, referendum, tudi odnos do vode. Seveda se pa lahko spolitizira, ideologizira neka rešitev, ki je povezana s tem vprašanjem. In mi smo lansko leto šli na nek referendum, ko sploh nismo odločali o tem, o čemer naj bi odločili. Tako da to je eden od paradoksov slovenske politike, mimo grede. Tisti referendum je pokazal, da lahko nevladne organizacije, predvsem levo-sredinskih usmeritev, mobilizirajo veliko število, predvsem mlajših volivcev. In treba je biti vedno na preži. Eden od izzivov v politiki je, da si vzgajaš volivce. Da imaš zdaj, kako pa? Ne? Eden je rekel šolskim sistemom. Najprej s tem, da deluješ kot zgled, da te opazijo tudi mladi. Potem so pa številna druga vprašanja, od
od stanovanjskega. Sicer itak je vprašanje, nekdo me je vprašal, rekel, kaj pa mladi po 30 letih, če jih vprašaš, kaj jim je dala samostojna Slovenija? Ker ti mladi ne vedo, da je bila nekoč Jugoslavija. Njihov kompletni življenjski siceršnji fokus se začenja od tukaj in zdaj. Ne? In ta odprtost v svet je samoumevna. Ne? To je za mlade zelo pozitivno. Eno izzivov Ivan, demografija, demografska vprašanja. Ne? Sosedna Hrvaška naj bi v 10 letih izgubila 450 000 ljudi. Slovenija jih naj ne bi izgubila. Ja, pa tudi v korona času v korona času smo imeli pa pozitivni tale presežno število mrtvih. Tako da, tudi to so veliki izzivi. Še nekaj bi rad omenil, sem si prej napisal, namreč ena tema, ki je boleča, ki pa je del naše zgodovinske, kot bi rekel, kozvek, sicer krivde, ne? Veš, o čem mislim povedati, ne? Namreč zelo dober prispevek je napisan v tem zborniku, res dober, ampak seveda o njem se veliko ne govori, ker je boleč, ker nas bremeni. Notranja vest slovenske prenove, spomin na žrtve revolucije, dr. Matija Ogrin. Spomin na to grozo revolucije in na to tiho zgodovinsko krivdo je tudi ena od tistih rekel, prostorov slovenske države in slovenskega občestva, ki ga poskušamo reševati. Ne. Ampak samo živi lahko popravimo to, kar se je zgodilo našim mrtvim. Tako da to se različno doživlja sicer po slovenskih pokrajinah in predelih, ampak želel sem to omeniti. S tem, ko smo dali tudi ta del v naš zbornik, pomeni, da smo ga priklicali, da smo te žrtve tudi priklicali v spomin. Tudi oni so del te samostojne Slovenije, ki se je potem zgodila. Smem še samo nekaj dodati v zvezi z to zavestjo pri mladi generaciji. Jaz sem prejšnji teden naš zavod sprejel dve mami Ukrajinki z najstnicama dvema, ki hodita tam v njihov zadnji razred šole, on ima 11 let šole, v bistvu osnovne šole, ki je potem, ko to končaš, greš na univerzo. No in ko smo imeli pogovor z ravnateljem gimnazije, kako bi jih vključili tudi v naš sistem in tako naprej, kaj se mi je zdelo zanimivo in kaj sem opazil. Ne? Ko so naštevale glavne predmete, so omenile na prvem mestu matematiko? Ne, zgodovino Ukrajine. Tega jaz ne bi nikoli slišal od nobenega našega gimnazica. 100%, da bi zgodovina Slovenije bila na prvem mestu. Najprej so omenili zgodovino Ukrajine, potem angleščino, pa matematiko. Ja, pa ukrajinski jezik tudi. Ampak to mi je dalo odgovor, zakaj so Ukrajinci danes takšni, kakršni so, da od stare mame do najstnika so vsi pripravljeni braniti svojo domovino. In tu, ko gre za šolski sistem, šolski sistem seveda bi bil dolžen, in to bi moral šolski sistem delati, da bi na nek način vzgojil našo slovensko samozavest na tistih gradnikih, ki so se kot stopnice gradili vse do vrha, ko je nastala samostojna država. Začenši od Brižinskih spomenikov, ko smo prej rekli, do vseh ostalih stopnic. Našo zgodovino o naši identiteti bi morali seveda zgraditi na ta način, da bi vsak mlad človek vedel, ko ga nekdo iz tujine pride, pa ga vpraša, kdo Slovenci ste, da bi mu znal v par stavkih razložiti, kdo Slovenci smo. A lahko jo nadaljujem? To ključno vprašanje, ki si ga zdaj omenil prejšnjo nedeljo, ali predprejšnjo, je bila na televiziji RTV, Ivan je tudi član programskega sveta, zelo aktiven. Jaz smo zelo veseli tega, Ivan, da si aktiven. Je novo oddajal v nedeljo zvečer, kako se imenuje Panorama, kako je. In je bilo tam, je bilo vprašanje, kakšen je vaš odnos do slovenske zastave. Ne vem, če je kdo to gledal. In na to vprašanje tam je bil tudi predstavnik Levice,
vodja poslanske skupine, dr. Štrbatovec, je rekel, oprostite, moj pogled na vsebino in pomen slovenske ustave gre skozi to, ali imam jaz rešeno stanovanjsko vprašanje, ali imam jaz zagotovljeno delovno mesto, kakšna je prihodnost torej, mene v moji familiji, torej v tej slovenski družbi. To se pravi, on je to identitetno, globinsko vprašanje odnosa do Slovenije, njenih, rekel, temeljev, seveda povezal z nečim, ampak na tak način, da je povedal, če jaz nimam rešenega stanovanjskega vprašanja, potem meni tudi slovenska zastava čisto nič ne pomeni. Ja. A si predstavljate, kaj to pomeni? Ja. To se pravi, kada bomo prišli težave in bom jaz brez službe, potem bom jaz rekel, meni slovenska država in slovenska zgodovina in slovenska zastava nič ne pomeni. Torej, ta notranja, kohezivna moč nacije je s tem absolutno zmanjšala. In tu se je zgodil ta velik prelom in to, kar se zdaj omenil Ivan, v zadnji sobotni prilogi je izvrsten intervju z dr. Benedejčičem, ki je govoril o zgodovinskih zgodbah med Ukrajinci in Rusi. Je popolnoma jasno povedal, da gre za razumevanje nesrečnega Putina, ki se je odločil, nepovratno odločil, da bo znova vzpostavil ruski imperij. In v tem imperiju je zgodovinsko videl samo dve naciji, Beloruse in Ukrajince. Ukrajince itak vidi kot manj vredne, torej slovanski narod. In zanimivo je to, zato je to vprašanje pomembno, kajti tu se odpira vprašanje potem lahko tudi slovenske osamosvojitve. Poglejte, a pol nekdo se bo spomnil, pa bo rekel, da je bila slovenska osamosvojitev napaka. Torej, stvari so mnogo globlje, kot se zdi na prvi pogled. Jaz bi vas povabila, gotovo vas je kaj nagovorilo, kakšno vprašanje, tako da se nam kar pridružite, malo mi nakažite, pa se nam priključite z veseljem. Mogoče za konec še rečemo par besed na to temo. Ti prispevki so se pisali v čisto drugih razmerah. Kljub temu pa so danes, se zdi, še bolj aktualni, kot so takrat avtorji sploh upali predvidevati. Kako bi vse to, kar ste zdaj povedala, postavila v trenutne razmere, v svetovno dogajanje Slovenija danes tukaj v svetu? No, ena od stvari, ki se meni zdi in na katero sem tako rekoč prvo uro potem, ko je Putin napadel Ukrajino, pomislil, so sporednice med tem, kaj se je zgodilo v Jugoslaviji in z nami in tem, kaj se je zgodilo zdaj z Ukrajino. Tako kot je jugoslovanska armada napadla Slovenijo in potem še seveda podajmo tudi druge republike, ko pa ni več bila jugoslovanska armada, ampak je bila srpska vojska, ker je po Sloveniji razpadla jugoslovanska armada. Tako kot je takrat prišlo do napada popolnoma nedolžne nacije in nedolžne republike, sam zaradi tega, ker je pač hotela uveljaviti neko svojo pravico, samo odločbe, podobno se zdaj dogaja z Ukrajinci. Putin preprosto jemne Ukrajincem pravico do svobodnega odločanja o tem, v kakšnem okviru bodo živeli v prihodnosti za svojo državo. To enostavno nima, do tega nima nišče pravice. Druga stvar in pa druga paralela, ki se mi je postavila, je bila pa sledeča. Takrat, če se mi, ki smo večinoma tu se spomnimo, Milošević je bil komunist, ki se je čez noč prelevil nacionalista z komunističnimi lepili. In Putin je ista zgodba. Enkrat KGB-jevec, vedno KGB-jevec. In to, kar so ga v KGB-ju naučili, to Putin tudi zdaj dela. V KGB-ju so ga naučili, da z silo in nasiljem razrešuješ družbeno vprašanje. In to so počeli ves čas. Putin je to počel, če ste gledali, zdaj so bile 3 nadaljevanke o Putinu, on je to ves čas počel. In ves Zahod je gledal proč. Ves Zahod je sicer naredil malo vetra in galame, ko je enkrat tu bil usmrčen en novinar, pa drugi, pa tretji, pa četrti, ko je Putin zasedel Krim, ko je
v Ukrajino, Donetski zasedel in tako naprej, ne, šele zdaj se je Zahod zbudil. Tudi mi smo takrat ostali sami. Amerika nas je pustila na cedilu. Če si zdaj predstavljamo, da takrat taka velesila, kakršna je bila Amerika, se pravzaprav postavila na stran Miloševića in na stran neke jugoslovanske zveze, za katero bi morali vsi diplomati ameriški, ki so bili tu, vsaj 10 let že pošljila depeše v Washington, da ta država ne more nikoli skupaj obstati. Pa očitno niso tako pisali, torej niso razumeli, kje so, niso bili realni v oceni. In enako je tudi zdaj v Rusiji in v Ukrajini. Kaj je podcenjevala takratna soldateska jugoslovanske vojske? Se spomnite tistih oficirskih frisov, ki smo jih gledali po televiziji takrat, ne? Oni so bili prepričani, da 4. armada v Evropi, kot so se imenovali, ne, pa bo ja to Slovenijo zredirala v par urah. Ne? In naleteli so na podoben odpor takrat, kot je zdaj Putin naletel v Ukrajini. Jaz se bojim, da če se bi nam to ponovilo, da takega odpora ne bi več bilo. In bi verjetno bilo potrebno marsikaj hudega predoživeti, predno bi se Slovenci spet tako prebudili, da bi rekli, gremo braniti svojo domovino. Ampak podcenjevanje domoljubja mene je vrglo stola, ko sem Žitnika poslušal prvi dan na poročilih, ko je rekel, Ukrajine niti domoljubja ne more rešiti. Kak še si sploh upa iti na televizijo? Pa se ima za nekega strašnega poznavalca, ne vem česa. Kako si upa še sploh kaj o Ukrajini komentira? Vse je vendar jasno, vse povsod in vedno bilo. Dobena tuja vojska ne more zasesti tuje države, če ne pridobi ljudstvo na svojo stran. Ni mogoče. Končno, ne, ti lahko zbombardiraš, vsa mesta lahko zbombardiraš, vse orožarske arzenale, vseh ljudi pobiti ne moreš, tudi če jih pobiješ 10 ali 20%, vseh ne boš pobil, več ko jih boš pobil, bolj boš pri teh ljudeh dosegel, da bodo vse naredili, da ti ne boš nikoli njihov vladar, nikoli njihov gospodar in da ne boš nikoli zavojeval tega naroda. In če to nekomu ni jasno, novinarju z dolgim stažom, v Ameriki je bil dopisnik, pa hvala lepa za takega novinarja. Ja, nekaj paralel ste rekla za zaključek. Ne? Prva je ta, ki je povezana prav s tem, o čemer je zdaj dr. Štuhec govoril. Zakaj želeti biti samostojen, sam, suveren? In tukaj sem si zapisal misel, ki jo je, mislim, da akademik Kos napisal en stavek. Osamosvojili se nismo iz sovraštva in prezira do drugačnih, ampak iz upanja in želje po lastni prihodnosti. A veste, kakšna strahotna, moralna in siceršna moč je v taki drži. Tu je naša, in zato je tudi v tem stavku ima smisel slovenska zastava, ne? Ko smo pregovorili o identitetnih zgodbah slovenske države. Druga misel je o tem, kar je bilo pravkar rečeno. Ukrajina je znova potrdila, kako strahotno veliko moč ima narod, ljudstvo. Eden od paradoksov je ta, vemo, da je v Ukrajini okrog 20%, mislim, da Rusov, ampak majhen del teh je želel iti v Rusijo. Vsi so kot begunci šli na zahod. Da ne govorimo o tem, da v nekaterih mestih, ker je bila ruska, je skoraj pol, se borijo sedaj tudi rusko govoreči proti ruski invaziji. Ne? In seveda paralela je tudi v tem, da je pa povezana s to nesrečno rusko zgodovino, ki je Sovjetska zveza. Slovenija je nastala tudi zato, čeprav smo rekli, da je bila pripravljena in ni nastala slučajno, ker je takrat padel Berlinski zid. In Berlinski zid je padel zato, ker se je v Sovjetski zvezi združil
komunistični sistem, ker ni imel način stati. Ne? No in tretja je pa iz Pridigarja misel, je čas paranja in je čas šivanja. Ne? To, kar se šivanje pomeni, da spravljaš skupaj, da različne dele zašiješ, jih povežeš. Paraš pa takrat, kada nekaj razparaš, pa potem lahko tudi nič iz tega ne narediš. Kaj se je sedaj zgodilo? Ta agresija, ki je, pripravi dr. Petrič, po mednarodnem pravu klasičen element mednarodnega zločina. Ima vse atribute le tega. Ne? Torej, ta gesta je združila na nek poseben način, na nek način poenotila, vsaj v nekaterih elementih Evropsko unijo, ali pa recimo Zvezo NATO. Pravijo, da zadnjih 20 let takega vzdušja na svečanih NATO ni bilo hoditi sedaj. Tako da, seveda, jaz nisem tisti, ki bi podpiral bobne vojne. Morda bi kot kristjani lahko rekli, da treba tudi kakšno če nas moliti za zdravo pamet in dobro presojo tistih, ki so se popolnoma napačno odločili. Da bodo znali iti nazaj, ne? Ker umetnost je spregledati svojo napako, oziroma svojo napačno odločitev, ne? Da to rabiš nek uvid, neko presvetlitev. Torej, kljub temu spreminja se mednarodni pravni red in post druga svetovna vojna in vloga Združenih narodov je minimalna in marsikaj se bo še dogajalo. Zato je tako pomembno, če zaključimo pri Slovencih in slovenskih državi in slovenskih ljudeh in slovenskih državljankah in državljanih, da bomo našli elemente, kjer bomo ponosni na sebe, na svojo državo in da bomo našli prostore, kjer bomo sodelovali in se prijetno počutili. Ja, še imam samo tu eno dodatek, ker mislim, da ne smem danes tudi, da bi omenil Janeza Pavla II. In sicer tudi v tem ključu, Janez Pavel II je v okrožnici ob 100-letnici, ki je nastala leta 1991, zapisal: konec komunizma ni zmaga kapitalizma. Če bi se tega stavka držali vsi, bi se to ne moglo zgoditi, kar se je zgodilo. In tu ima tudi zelo veliko odgovornost Zahodna Evropa. Jaz sem te dni velikokrat poslušal nemške medije, zato ker je seveda Nemčija v tej zgodbi eden od ključnih protagonistov in nemški novinarji nič ne prizanašajo svoji politični eliti, ampak na kulturen način jim postavljajo zelo neljuba vprašanja. In vedno imajo v studiu zraven kakšnega Ukrajinca, ki opozori, tam umirajo nedolžni ljudje, vi še pa zmeraj kupujete od Putina plin in nafto in indirektno podpirate s tem vojno. Pa to še ne bi bilo vse, pa to še ne bi bilo najhujše. Ne? Francozi, Nemci, najbrž tudi druge zahodne države, so v veliki meri trgovale z Rusijo, s Putinom v vojaški industriji. Zakaj? Kje je bil začetek konca komunizma? Začetek konca komunizma je bil, ko so v ladjedelnicah in v železarnah na Poljskem delavci ugotovili, da oni delajo železo in produkte, ki jih Poljska izvaža v Rusijo, Rusi sestavijo tanke in pošljajo tanke na Poljake. Takrat je kapnilo Dancingu, Valenci in njegovim delavcem, da pravzaprav oni si služijo kruh na ta način, da bo pol rezultat tega kruha prišel na njih streljati. Tu je bil ključni preobrat v delavski miselnosti, ko so ugotovili, da je pravzaprav neke vrste samomorilsko njihovo delo. In potem nastopi in Sveti Duh pošlje papeža Vojtivo za Janeza Pavla II. In miroljubna revolucija, ki se je začela na Poljskem z solidarnostjo, je trajala od približno leta 80 do leta 90. 10 let miroljubnega prizadevanja za demontažo komunizma. To je več kot Gandhi, to je več kot Martin Luther King,
Ampak kaj danes Zahod dela s Poljsko? Pribijajo na križ, jo kar naprej kritizira, jo kar naprej ima za neko nedemokratično združbo in tak naprej. Hvala Bogu, da imamo Poljake, ker brez Poljakov se Nemci ne bi spreobrnili v tej vojni. Poljski premijer je prišel k Šulcu in baltiški premijeri in so ga v eni noči tak daleč spravili, da je naredil preobrat za 180 stopinj v nemški politiki. Ampak o tem se ne govori, o tem se ne poroča v slovenskih medijih. V nemških medijih, si predstavljate, v nemških medijih so nastavili Moravieckemu mikrofon, pa so ga vprašali, kaj si misli o nemški vlogi v sporu za vojni med Rusijo in Ukrajino. In Morawiecki najprej odgovoril, ne vem, a se Nemčija heca, ali resno misli, da misli poslati 5000 čelad, dobesedno čelad, ne onih modrih čelad, ki imajo spodaj tudi osebe, ampak dobesedno onih čelad na glavo v Ukrajino. To je rekel. Predno je šel k Šulcu na pogovor. A se hecate ali resno mislite? In poglejte, Poljaki so ves čas v evropski združbi opozarjali na Putina in na njegovo politiko. Ves čas so opozarjali na lepilo v Rusiji, na Poljskem, na Madžarskem, v Sloveniji in tako naprej. Smo potem drugi tudi z njimi. Ampak Zahod je bil gluh, ni hotel slišati tega. Vse do te katastrofe, ki se je morala zgoditi. Tako da, če boste molili, molite k Janezu Pavlu II. Še kakšna misel za konec, kakšno vprašanje morda? Sicer pa, spoštovana dr. Ivan Štuhec in gospod Janez Podobnik, hvala za ta lep večer nocoj, hvala našim gostiteljem in seveda hvala vsem vam, ki ste se nam nocoj pridružili. Domov boste gotovo odnesli prijeten spomin. Upam pa, da pod pazduho tudi kakšno od knjig. Tale je te vrste, kako ste lahko danes slišali, gospod Podobnik, izjemno ste se potrudili z citati in z pregledom knjige, tako da hvala lepa. To je res knjiga, ki bi jo morala imeti vsaka družina v svoji knjižnici. Tale nahrbtnik pa je tudi nekaj, kar je zdaj izvrstno branje v teh dneh, ko se narava prebuja. Tako da danes je možnost nakupa po promocijski ceni, se splača. Hvala lepa še enkrat in lep večer še naprej. Mnogo ste nam povedali, mnoge pojme razčistili. Upam, da bomo tako obogateni šli na naše volitve, našo veliko nalogo, ki nas čaka v družbi prihodnosti. Mislil sem vprašati, ampak bomo preveč zadrževali, pa se bomo potem. V letnem poročilu Slovenske cerkve je zapisano, da je Slovencev 1.600.000. Pa se človek vpraša, kako je Slovenska cerkev vzgaja svoje kristjane in kako ta vzgoja Slovenske cerkve deluje na nas, da tako volimo, kakor volimo. To je meni eno veliko vprašanje in velika uganka, ki jo bomo razčiščevali drugič. Iskrena hvala. Ta uganka ima zelo enostavno rešitev. Ja. Še vedno smo v zakristiji in v katakombah. In potem ne vzgajamo, ker se bojimo. Odgovor je resničen. Lepa hvala in čestitam za knjigo. Lepa. To. Hvala. Evo vidiš, knežji kamen. Lepa hvala. Moče pa ena napaka, ampak ni moja. Slovenec sem, to je pa himna slovenske ljudske stranke. Ja, lepo. Marijan piše. Lepo, to se pa marsikdo to zmoti. Glej, tu so isti avtori, kot pa v našem zborniku. Aleš Maver.
gospe Saški, lepa hvala za Hvala lepa za vaš mikrofon. prispevek. In seveda hvala Celskemu Horjevi, da ste nam poklonili ta lepi to vprašanje. To je pa prava monografija slovenstva. Ne? To je, Res je, že naslov je tak. Vloga duhovnika. Ja, pa tudi sicer, da je pa še Hvala vam, da ste se so slike in Mohaki srečanj z Mohorjani, iz Celja, Lovcem, Gorice. To Mohorjanci imenujejo. Ja, ja. To so se vas. To je naš mlajši brat. Še